Zaposlitveni razgovor je najpogosteje uporabljena metoda izbirnega postopka v državni upravi. Smernice za izvedbo zaposlitvenih razgovorov so priporočila, ki podpirajo strokovno izvedbo tega postopka, od priprave do zaključka. Poglejmo, kako je razgovor strukturiran in kaj čaka kandidata na vsaki stopnji. Dobrodošli, Maja. Veseli nas, da ste se udeležili razgovora. Ste nas z lahkoto našli? Uvodni klepet prebije led in pomaga kandidatu, da se sprosti. Kandidatovemu življenjepisu je vredno nameniti pozornost. V njem se skrivajo odlične iztočnice za odprtje pogovora. Na kateri dosežek iz vaše dosedanje kariere ste najbolj ponosni? Namen uvodnih vprašanj je preveriti motivacijo kandidata in mu omogočiti, da predstavi svoje močne točke. Namesto klasičnega "predstavite se", raje vprašamo po konkretnih izkušnjah in dosežkih. Maja, naša organizacijska enota skrbi za pripravo predpisov na področju okolja in prostora. V ekipi nas je 8, iščemo pa nekoga, ki bi samostojno pripravljal zakonske in podzakonske akte. V naslednjem letu bomo prednostno delali na prenovi 2 uredb. Predstavitev delovnega mesta mora biti strnjena in konkretna. Vključimo vlogo enote, ključne naloge, informacije o ekipi in cilje za naslednje obdobje. Pazimo, da kandidatu ne dajemo namigov na odgovore, ki jih želimo slišati v nadaljevanju. Jedrni del razgovora je najdaljši in najpomembnejši. Razdeljen je na 2 sklopa: strokovno znanje in kompetence. Maja, opišite nam, kako bi pristopili k pripravi predloga spremembe uredbe, ki zahteva uskladitev z 2 drugima organoma. V tem primeru bi najprej... Zdaj pa me zanima konkreten primer iz vaše pretekle prakse. Ali nam lahko opišete situacijo, v kateri ste morali uskladiti različna mnenja znotraj delovne skupine? Kaj natanko ste storili in kakšen je bil rezultat? Pri strokovnih vprašanjih preverjamo znanje kandidata. Pri vedenjskih vprašanjih pa raziskujemo, kako se kompetence kažejo v konkretnih delovnih situacijah. Med razgovorom si vsi člani komisije zapisujejo ključne izjave kandidata, konkretne navedbe, ne interpretacije. Kar se naših vprašanj tiče, smo zaključili. Imate vi kakšno vprašanje za nas? Zanima me, kakšne so možnosti za nadaljnji strokovni razvoj na tem delovnem mestu? Možno je tako poglabljanje znanja, kot tudi raziskovanje širine. Malo je odvisno od konkretnega projekta, a prepričan sem, da so na tem delovnem mestu raznoliki izzivi, ki bodo lahko prispevali k strokovni rasti. Odlično, hvala. Hvala za vprašanje. Maja, po vsem, kar ste danes slišali o delovnem mestu, kako motivirani ste zdaj za to delo? Še bolj kot prej. Delo se mi zdi smiselno in v skladu z mojimi izkušnjami. Odlično. V roku 14 dni boste po elektronski pošti obveščeni o nadaljnjih korakih v izbirnem postopku. Zahvaljujemo se vam za čas in pripravljenost. Preden nadaljujemo z naslednjim kandidatom, si poglejmo svoja opažanja. Vsak naj prebere, kaj si je zapisal, nato primerjajmo presoje. Po razgovoru komisija uskladi opažanja. Skupna ocena mora temeljiti na konkretnih vedenjskih dokazih, ne na splošnem vtisu. Ta korak je ključen za kakovostno in pravično odločitev. Strukturiran zaposlitveni razgovor je temelj pravičnega in kakovostnega izbirnega postopka. Kandidatu omogoči, da se pokaže v najboljši luči, komisiji pa, da izbere najbolj strokovno usposobljenega kandidata za delovno mesto.